Najprej bo začela Barbara Primc, energetska strokovnjakinja pri Zvezi potrošnikov Slovenije, nato pa docent dr. Klemen Sedenšek z Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru. Tako da zdaj predajam besedo predavateljima in hvala še enkrat, da ste z nami na ta pustni torek. Želim vam prijetno in koristno izkušnjo. Barbara, izvoli. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani, tokrat na predzadnji iz serije 5 delavnic, ki smo jih za vse prijavljene v skupinski nakup pripravili na Zvezi potrošnikov Slovenije. Preden besedo predam našemu današnjemu govorniku, samo nekaj besed o projektu Clear HP. To je že 4. iz serije projektov Clear, v katerih so v ospredju obnovljivi viri energije. Tokrat se v projektu Clear HP se vse vrti okrog toplotnih črpalk. Zdaj, v skupinski nakup se vas je do zdaj prijavilo že več kot 3300. Naj povem, da je skupinski nakup le ena izmed številnih aktivnosti, ki jih partnerji projekta izvajamo pač v okviru tega projekta, je pa zagotovo zelo pomembna aktivnost. Kot ste, če spremljate spletno stran skupinskega nakupa, veste, da bo ponudba skupinskega nakupa, torej katere naprave bodo na voljo in po kakšni ceni, znana v drugi polovici marca. Takrat jo boste prejeli po elektronski pošti in pa seveda hkrati tudi navodila, kako prejeti prvo informativno individualno ponudbo, prilagojeno vaši nepremičnini. Da boste res dobili ponudbo, prilagojeno vaši nepremičnini, vas prosimo, če še niste, da na spletni strani skupinskega nakupa v svoji prijavi izpolnite podatke o nepremičnini. Potrebujejo jih ponudniki, zato da vam bodo lahko poslali informativno ponudbo, prilagojeno vaši nepremičnini, torej ponudbo, ki bo temeljila na podatkih, ki jih boste vnesli na spletni strani. Do takrat pa vas vabim, da si na spletni strani skupinskega nakupa preberete informativne članke, ki smo jih pripravili za vas, za vse, ki jih zanimajo toplotne črpalke. Tam najdete tudi brošuro o toplotnih črpalkah in rezultate primerjalnega testa. Vabim pa vas tudi, da se prijavite in seveda udeležite še zadnje od 5 delavnic za potrošnike, in sicer bo na vrsti 18. marca, naslov pa je pač vzdrževanje toplotnih črpalk, najboljše prakse za dolgo življenjsko dobo. Tako da, hvala lepa za enkrat, jaz bom zaustavila deljenje in povabila našega današnjega gosta. Lep pozdrav. Nič bom kar pričel. Še enkrat lep pozdrav z moje strani. Kot je bilo že uvodoma povedano, moje ime je Klemen Sedenšek, prihajam pa s Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru. Danes bi vam v okviru tega naslova, novega načina obračunavanja omrežnine in pa potem tudi vprašanje, kaj zdaj to pomeni za vse tiste, ki ste lastniki toplotnih črpalk ali pa boste lastniki toplotnih črpalk, na kaj je mogoče biti treba pozoren in pa kaj v bistvu potem to prinaša stroškovno za vas. V samem začetku sem si nekako zamislil prikazati, ker se že nekaj mesecev z sodelavci, kolegi z laboratorija ukvarjamo v bistvu z novim omrežninskim sistemom, sem se odločil, da bi vam na nek način prikazal dva različna primera. Se pravi, en porabnik s toplotno črpalko, na levi strani lahko vidimo profil porabe enega in drugega. Pri prvem je lepo vidno, da je v zimskih mesecih poraba električne energije malenkost večja kot v poletnih mesecih, pri spodnjem pa vidimo nekako enakomerno porabo električne energije skozi vso leto. Tukaj na desni strani vidimo približno, kakšne so
neke neto površine ogrevalne, s kakšnim sistemom se posamezen porabnik ogreva, zgornji z toplotno črpalko zrak, voda, spodnji pa v bistvu ima urejeno ogrevanje na zemeljski plin. Oba porabnika imata enake varovalke, enako priključno moč, medtem ko je poraba za spodnji porabnik približno nekje okoli 2-krat večja od zgornjega. V naši metodologiji, ki jo uporabljamo potem za izračun ne samo stroškov električne energije oziroma omrežnine, ampak tudi na nek način, kako pravilno izračunati velikosti različnih nekih novih tehnologij, ki jih, rekel, potrošniki ali pa porabniki, gospodinjski, industrijski, kakorkoli, poleg toplotnih črpalk zraven uporabljajo, se pravi sončne elektrarne, baterije, v končni fazi potem pride tukaj še potem ta četrta tehnologija imenovana, se pravi električne polnilnice, električna vozila, kako, se pravi, zdaj to zadevo pravilno izračunati in pa potem tudi določiti. Zdaj, vsi izračuni, ki bodo danes prikazani, v osnovi temeljijo predvsem na začetku iz samih meritev porabe električne energije z Moj Elektro, kar mislim, da vsi predobro poznamo dandanes. Izvoženi so 15-minutni podatki za vso leto in potem lahko izbiramo v bistvu med 3 različnimi kombinacijami. Ali želimo, se pravi, takoj izračunati stroške glede na naše obstoječe stanje, se pravi, ali je to pač neka poraba električne energije samo za gospodinjstvo, potem imamo možnost izračuna še za dodatno sončno elektrarno po 2 različnih shemah. Danes poznamo, se pravi, že 2 shemi, ena je tako znana net metering, druga pa ta nova, se pravi, mesečni obračun z možnostjo prodaje viškov električne energije. In če v bistvu se odločimo izračunati kar obstoječe stanje, nam bo v bistvu metodologija prikazala, kakšno je bilo stanje po starem sistemu obračunavanja omrežnine in kakšno je stanje po novem. Če se odločimo dodati zraven še sončno elektrarno, je tukaj v okviru te metodologije uporabljena neka metoda, ki pa temelji v bistvu na podatkih sončnega sevanja iz ARSO-ta, Agencije Republike Slovenije za okolje, iz neke najbližje meteorološke postaje in potem na podlagi profila porabe, na podlagi potem predvidene proizvodnje električne energije, ki bi bila potrebna, da bi nekako bili samozadostni, spravi z proizvodnjo, potem z meritvami sončnega sevanja, nekako določimo, kako velika naj bo ta naša sončna elektrarna, da ne bo predimenzionirana ali obratno, da ne bi bila poddimenzionirana. In na ta način v bistvu nekako dobimo potem grafe, koliko dejansko proizvedemo, koliko električne energije vzamemo iz omrežja, koliko jo damo v omrežje in tako naprej. In potem na podlagi teh podatkov ponovno pridobimo izračune oziroma stroške, ki so strukturirani, se pravi po starem in pa po novem sistemu obračunavanja omrežnine, zraven pa v bistvu še na nek način vračilne dobe. V tem primeru je tako za zgornji kot za spodnji primer prikazan še sistem z net meteringom. V naslednjih diapozitivih pa vam bom prikazal potem specifično tako za porabnik s toplotno črpalko in pa porabnik brez toplotne črpalke, če se odloči za recimo eno shemo za sončno elektrarno ali z drugo. Ker pa vemo, da se pravi zdaj te sheme spreminjajo, net meteringa je na nek način konec, prihajamo v neko novo dobo, kjer v bistvu brez baterije težko na nek način upravičimo tovrstno investicijo, pa je ta metodologija vključevala ali pa vključuje potem tudi še določitev velikosti same baterije, ki na nek način govori o tem, da najprej v bistvu svojo lastno proizvodnjo iz sončne elektrarne bodisi ali direktno porabimo na objektu, v drugem primeru, če je proizvodnja večja od porabe, to električno energijo shranimo v baterijo, in ko sta v bistvu ta dva scenarija obkljukana, potem se v bistvu
še viški električne energije vdajo v mreže, kolikor je to možno. In potem ponovno na enak način določi metodologija pravilno velikost baterije in pa izračuna stroške tako po eni kot po drugi shemi. Tako, zdaj bom pa najprej prikazal strukturo stroškov za stanje, kjer imamo toplotno črpalko pri prvem porabniku in pa pri drugem, ki je v bistvu nima. Pri obeh dveh izračunih smo na nek način še vedno izhajali iz cene električne energije, ki je regulirana nekje okoli 0,1 evro na kilovatno uro. Vsi drugi parametri, ki so prikazani tukaj na tej strani, pa na nek način izhajajo predvsem iz tabel Agencije za energijo in pa v končni fazi iz položnice posameznega uporabnika. Tukaj mogoče bistveno izpostaviti dogovorjene obračunske moči, ki jih je distributer predvidel na podlagi porabe posameznega porabnika, tako da so dejansko ti podatki zelo realni. Recimo pri porabniku s toplotno črpalko, ta porabnik je recimo v tem specifičnem primeru, ne pravim, da to zdaj je ekvivalent za vse porabnike s toplotnimi črpalkami, ampak ravno v tem primeru je recimo po starem sistemu obračunavanja omrežnine bil letni strošek električne energije v celoti nekje okoli 2400 evrov. Po novem sistemu obračunavanja omrežnine, po določenih dogovorjenih močeh za ta porabnik je bil sam strošek električne energije za nekaj 2% manjši od stroškov iz prejšnjega sistema obračunavanja omrežnine. Pri porabniku brez toplotne črpalke gre v bistvu za zelo podobne parametre kot iz prejšnjega, razen da so tukaj dogovorjene obračunske moči malenkost večje, pa se je v prejšnjem sistemu obračunavanja omrežnine znesek gibal nekje okoli 4700 evrov, po novem sistemu omrežnine pa nekje za 9% manj. Iz tega na nek način lahko ugotovimo, da pač kot nek dodaten porabnik električne energije, ki mogoče deluje bolj sezonsko, se pravi toplotna črpalka se koristi predvsem v zimskih mesecih, v končni fazi lahko tudi v poletnih, se v bistvu strošek poveča oziroma lahko to kompenziramo potem z različnimi tehnologijami. Tako, zdaj vam bom prikazal primer, ko smo v bistvu za oba dva porabnika dodali zraven še sončno elektrarno. Pri prvemu je bila to, v bistvu pri obeh dveh je bila to sončna elektrarna, ki je na nek način pokrila celotno porabo električne energije ali pa mogoče še nekih 10 do 15% proizvedla več, kolikor je pa v bistvu bila letna poraba. Se pravi, strošek pri porabniku s toplotno črpalko po shemi z net meteringom se je zmanjšal iz 2400 evrov na 225 evrov. Se pravi, to je to, kar v bistvu smo poznali vse do 1. oktobra, se pravi, tu so bili zneski malenkost manjši od 20 evrov na mesec, vkolikor nismo imeli, se pravi, proizvodnje, se opravičujem, porabe večje od proizvodnje. Potem pa je z novim sistemom obračunavanja omrežnine pa se nekaj zadev tukaj spremenilo, in sicer se je v prvi vrsti ukinil prispevek za obnovljive vire in pa za soproizvodnjo toplote in pa električne energije. Tega novi lastniki sončnih elektrarn več ne plačujejo, se je pa začela dodatno plačevati še omrežnina za dogovorjeno in pa presežno moč. In tukaj je v bistvu prišlo do malenkost povečanja, zdaj v tem primeru je to za pač nekih slabih 200 evrov, pri tem pa se je recimo tale vračilna doba podaljšala za nekje okoli pol leta. Pri porabniku s toplotno črpalko, kakor tudi pri drugem porabniku brez toplotne črpalke, pa smo zraven dodali še v bistvu novo shemo, ki temelji na mesečnem obračunu viške električne energije, ti, ki so pobarvani s temno modro, poimenovani Dobropis, pa smo v bistvu prodajali po 5 centov na kilovatno uro nekemu
nekemu dobavitelju električne energije, ki je v bistvu bil pripravljen za to tudi plačati. Če pogledamo zdaj regulirano ceno, nekje okoli 10 centov na kilovatno uro in pa dobropis, nekje okoli 5 centov, je približno ta višek nekje za polovico manjši, kot pa je, se pravi, uvožena električna energija iz omrežja. No, v tem primeru vidimo, da se stroški bistveno povečajo, kajti po shemi z mesečnim obračunom praktično v zimskih mesecih s toplotno črpalko imamo kar nekaj stroškov, v poletnih mesecih pa v bistvu zaradi relativno nizke cene dobropisa oziroma teh viškov električne energije ne oddelamo te razlike, ki jo v bistvu v zimskih mesecih na nek način pridelamo. In če pogledamo vračilno dobo, se v bistvu s tem novim sistemom podaljša za skoraj 2-krat. Pri porabniku brez toplotne črpalke, isto po shemi z net meteringom, je opazna zelo podobna zgodba. Se pravi, nekje iz 200 evrov na nekih 400 evrov se je povečal strošek letni glede celotne položnice za električno energijo, vračilne dobe pa so se gibale tudi tam nekje okoli 5 let. Po novem sistemu obračunavanja omrežnine in po novem sistemu mesečnega obračuna pa vidimo v primeru porabnika brez toplotne črpalke, da se je v bistvu tukaj znesek malenkost zmanjšal. V prejšnjem primeru smo v bistvu iz 2400 evrov plačali 1200 evrov, v tem primeru pa nekje iz 4300 na 1700. Se pravi, manjša poraba električne energije, zaradi tega, ker nimamo toplotne črpalke, pridelamo malenkost manj stroškov, vračilna doba pa je v tem primeru malenkost krajša. Ker pa ves čas sedaj govorimo o tem, da mrežje na nek način ne bi bila več naša skupna baterija in bi želeli vključiti pri vsakem posameznem porabniku še baterijski hranilnik električne energije, baterijo, kakorkoli že temu pravimo, pa je v bistvu na podlagi te metodologije bila za oba dva porabnika, za njuno proizvodnjo, za njuno porabo, potem preračunana tudi neka predvidena kapaciteta. Zdaj, v tem primeru je to nekje okoli 22 kilovatnih ur, v primeru porabnika brez toplotne črpalke, ki pa je v bistvu že v osnovi malo večji porabnik, pa je to bila 2-krat večja kapaciteta baterije. Kakorkoli, se pravi, struktura stroškov za posamezen porabnik pa je bila sledeča. Pri net meteringu na nek način se tukaj strošek praktično sploh ne spremeni. Če imamo mi v osnovi že tako ali pa tako večjo proizvodnjo od porabe, v končni fazi sploh ne potrebujemo hranilnika, ker je v bistvu sam obračun tako nastavljen, da je, če karikirano pokažem, omrežje že tako ali tako naše baterije. Vračilna doba pa se v tem primeru poveča za 2-krat, saj je v bistvu potrebno zraven dodati še investicijo baterijskega hranilnika. Po novem sistemu enaka zgodba kot v prejšnjem, kjer baterije sploh nismo imeli, stroški ostanejo isti, vračilna doba pa se podaljša. Če pa vzamemo, se pravi, zdaj po tem novem mesečnem obračunu zraven še baterijo, vidimo prvo kot prvo, da se stroški bistveno zmanjšajo, praktično jih skoraj da nimamo, nekje okoli 40 evrov na letni ravni. Kaj je smiselno poudariti tukaj je to, da v bistvu na nek način se nam viški električne energije v poletnih mesecih shranijo in se nam v bistvu na nek način tukaj v tem delu ponudi nek večji dobropis kot v prejšnjem primeru, brez baterijskega hranilnika. Investicija pa je v vsakem primeru 2-krat daljša oziroma se za malenkost zmanjša, kot pa če v bistvu bi delovali po shemi z net meteringom, kjer v bistvu v končni fazi z baterijo nimamo nekih koristi. Se pravi, porabnik s toplotno črpalko, sončno elektrarno in pa z neko baterijo po tem novem sistemu mesečnega obračuna plača v bistvu na letni ravni, če je seveda to pravilno dimenzionirano, da ni sončna elektrarna prevelika
da ni investicija prevelika, enako velja tudi za baterijo. Strošek na letni ravni približno nekaj okoli 40 €. Vse skupaj pa predvsem zavisi od vaše porabe. To je prikazano recimo ravno za ta primer približno nekje okoli 12-13 megavatnih ur na letni ravni. Če pa pogledamo zdaj še porabnik brez toplotne črpalke, zelo podobna zgodba kot prej, se pravi, če delujemo po shemi z net meteringom, se nam v bistvu, razen tega, da se nam vračilne dobe za 2-krat povečajo, strošek električne energije na letni ravni praktično sploh ne spremeni. Se nam pa v bistvu z mesečnim obračunom v bistvu zgodi ravno to, da na letni ravni ne da plačamo, ampak da v bistvu v primeru tudi lahko zaslužimo, vkolikor imamo teh viškov dovolj, jih lahko shranimo v baterijo in potem po ceni, ki je določena z dobropisom, potem tudi prodamo. Investicija pa, kot sem že omenil, se v vsakem primeru podaljša za nekje 2-krat. Ker pa na nek način je pri večini porabnikov nekako logično, če gremo v to, da se ogrevamo z električno energijo, vemo, da bojo cene električne energije, se pravi po koncu regulacije ali pa kakorkoli v prihodnosti, najverjetneje čedalje večje, saj v bistvu poraba električne energije se na svetovni ravni ne zmanjšuje, ampak se v bistvu povečuje. Pa če strmimo k temu, da bi bili samooskrbni, še boljše pa, da bi bili samozadostni, gremo potem poleg toplotne črpalke še na nek način v nakup sončne elektrarne. Če se to dogaja bom rekel, v tem letu recimo, kjer v bistvu se v net metering shemo več ne moremo priključiti, vidimo, da po nekem mesečnem obračunu brez baterijskega hranilnika nemogoče ustvarjamo prihodke oziroma pač pozitivno na nek način opravičujemo to investicijo, gremo potem posledično še v nakup baterijskega hranilnika, ker pa mogoče potem iz samega odkupa potem oziroma prodaje teh viškov električne energije vidimo, da se nam mogoče veliko bolj splača pa potem te viške na nek način še porabiti, je ena izmed možnosti, ki je nekako najbolj zanimiva trenutno, nakup nekega električnega vozila in pa v končni fazi električne polnilnice. Sem v bistvu pri tej predstavitvi dodatno zraven na nek način prikazal še en scenarij, kjer imamo zraven še električno polnilnico. In v bistvu na nek način bo, se pravi, ta scenarij z električno polnilnico podal tudi to, kaj je v bistvu za vas se pravi, potrošnike zelo pomembno pri sami priključitvi toplotne črpalke, se pravi, če boste to na novo kupovali, pa mogoče malo več kasneje. Se pravi, prvi scenarij na nek način prikazuje, koliko kilometrov opravi, se pravi, ta lastnik električnega vozila ali pa ta gospodinjski porabnik, nekje približno slabih 20 000 kilometrov na leto. Tukaj na desni strani smo prikazali tudi, kdaj je polnjenje možno. Polnimo pa v bistvu z hišno električno polnilnico, ki ima 2 hitrosti polnjenja z 4 ali pa 8 kilovati. In v prvem primeru, tukaj bom pa prikazal samo za porabnik s toplotno črpalko. Če jaz zdaj temu porabniku s toplotno črpalko zraven dodam še polnilnico za električno vozilo, predvidim to kilometrino, nekih 20 000 kilometrov, vidim, da se mi v bistvu letna poraba poveča za nekje okoli 42%, ne. In to bi v bistvu, glede na te prvotno dogovorjene obračunske moči, ki so bile na nek način nastavljene za porabo toplotne črpalke, ker na nek način se dogovorjena obračunska moč določi na podlagi 3 konic v prvi sezoni. V bistvu zdaj to električno vozilo preseže te konice toplotne črpalke in je potrebno te dogovorjene obračunske moči na nek način ponovno nastaviti, ne. Zdaj smo res v tem prehodnem obdobju, kjer se presežna moč ne obračunava, se vam na nek način zabeleži, ampak se vam še ne obračunava, razen če sami greste v spremembo, pa potem imate posledično
napačni izračun ali kakorkoli, potem se vam bodo te presežne moči pričele obračunavati. Ampak kakorkoli je potrebno paziti, ne, da če boste vi šli iz trenutnega obstoječega stanja, da nimate toplotne črpalke in bojo te dogovorjene moči dosti nižje, v nakup toplotne črpalke bo potrebno v bistvu pazljivo preveriti, kakšne bodo te konice, kakšne bodo te dogovorjene moči, podobno kot pa se pravi zdaj v tem scenariju, ne, ko pa pač že imamo toplotno, pa zraven dodamo še eno malo večji porabnik, ne. In če samo pogledamo recimo primere, da te dogovorjene moči pravilno izberemo, lahko samo s tem v bistvu zmanjšamo strošek iz nekje okoli 3600 evrov na nekje približno 3000 evrov, ne. V tem primeru zdaj nimamo sončne elektrarne, nimamo baterijske hranilnike, ampak imamo samo toplotno črpalko in zraven priključimo še na primer električno polnilnico. Lahko bi bil pa bilo katerikoli drugi porabnik, ne. Tako, zdaj bomo zraven dodali še sončno elektrarno, se pravi zgornji graf prikazuje še vedno porabo, samo v bistvu gospodinjstvo s toplotno črpalko, zraven svetlo-zeleno pobarvano še dodatna poraba zaradi električne polnilnice, enaka proizvodnja kot prej, potem spodaj prikazana razlika, vidi se za temno oranžno barvo, da moramo veliko več električne energije izvzeti iz omrežja. Vkoliko zraven vključimo še baterijski hranilnik, se pravi imamo dejansko, zdaj celoten trojček, sončno elektrarno, baterijo in pa električno polnilnico, pa vidimo, da se nam tukaj v spodnjem delu grafa tudi v poletnih mesecih iz same baterije v bistvu tole naše stanje napolnjenosti čisto zmanjša, se pravi gre skoraj na nulo. Medtem ko smo v prejšnjih primerih, kjer nismo imeli dovolj porabe, te viške na nek način shranjevali, jih prenašali v naslednji dan in jih potem na nek način prodali, ne. Mi smo pa zdaj napravili ravno obratno in smo te viške na nek način porabili. Se pravi, smo na nek način našo celotno porabo zadostili z to proizvodnjo in pa s sistemom shranjevanja oziroma baterije. In če bi zadevo pogledali pod net metering sistemom, bi videli, da nam je celoten strošek na letni ravni nekje okoli 150 evrov. Če bi pa izbrali, se pravi, tale naš nov sistem mesečnega obračuna, bi pa v bistvu na nek način v tem primeru s toplotno črpalko, sončno elektrarno, baterijo in pa električno polnilnico, s pravilno izbranimi dogovorjenimi močmi, s pravilno dimenzionirano sončno elektrarno in pa baterijo pridelali tudi prihodek. Vse pa je v končni fazi odvisno tudi od vremena, zato je v končni fazi tudi v vseh teh izračunih bilo upoštevano neko povprečje večjih let, da nimamo nekih letnih ekstremov. Tako, to bi bilo mogoče z moje strani na kratko vse. Hvala za vašo pozornost. Zdaj pa, če imate bilo kakršnakoli vprašanja, sem vsekakor na voljo. Tako da, evo. Ja, v chatu je dejansko kar nekaj vprašanj. Verjetno ste bili res zelo izčrpni in pravzaprav kar hitri, veliko informacij, tako da je tudi dosti vprašanj se nanaša na vašo samo prezentacijo. Tako da tudi, če boste mogoče kar vmes še kar delili prezentacijo, pa se vrnil nazaj, rečemo kar. Na začetku smo imeli vprašanje, od kje so dobili porabo s toplotno črpalko 12 megavatov, brez pa 25 megavatov, če ima ta ogrevanje na plin. Tako da to je po mojem nekje na začetku, se pravi, toplotna črpalka 12 megavatov, brez pa 25. Tako, ja, tukaj v bistvu gre za težko oziroma praktično nemogoče je dobiti porabo električne energije samo toplotne črpalke iz portala Moj Elektro. Zato je tukaj v tem primeru v bistvu združena letna poraba električne energije celotnega gospodinjstva, se pravi vseh gospodinjskih aparatov, ostalih električnih naprav, tako v prvem, kakor v drugem primeru, ne. In se v bistvu potem na podlagi tega, ali jo imamo ali jo nimamo, potem na nek način določalo, kaki bojo stroški. Ni pa tukaj ločeno stroški specifično samo za toplotno črpalko in pa specifično samo za recimo porabo ostalih aparatov. Potem imamo še eno vprašanje, ki se nanaša na prezentacijo.
porabnik brez topotne črpalke plača na leto 4.000 in še nekaj omrežnine. Ne razumem, verjetno je poslušalec oziroma udeleženec delavnice nekaj napačno razumel. Se pravi, porabnik brez toplotne črpalke plača na leto 4.000 in še nekaj omrežnine. Tako da... Ja, brez problema pojasnim. Tukaj, ko prikazujemo stroške, to je v bistvu letni strošek celotne električne energije in ne samo omrežnine. Omrežnina je prikazana recimo na tem grafu tukaj z, kaj je to, svetlo modro barvo, recimo po starem ali pa po novem sistemu. In to je v bistvu zdaj celoten strošek. Zdaj ta razlika med tema dvema zneskoma pa na nek način prikazuje točno to, kaj v bistvu prinašajo oziroma so že prinesle spremembe novega sistema. Mi smo na nek način probali tukaj s temi izračuni prikazati dejansko vpliv novega sistema. S tem namenom smo pa v bistvu pri vseh primerih poenotili ceno električne energije. Tako da zdaj tukaj električna energija kot energija, ki jo mi v bistvu kupimo, ne omrežnina, je v bistvu pri obeh dveh primerih popolnoma enako obračunana. Kaj pa ni enako obračunano, je pa omrežnina. Tako da v tem primeru recimo je zajeto kot skupen znesek na letni ravni. Teh 9% pa dejansko res predstavlja v tem primeru recimo prihranek. Lahko pa bi prikazal tudi strošek. Smo tudi imeli porabnike, ki pa so prikazali, da imajo pa mogoče malo večji strošek zaradi novega sistema obračunavanja omrežnine. Tako da tu ni samo omrežnina, da ne bo pomote. Mogoče, ker sem malo hitel, da je mogoče kdo od poslušalcev narobe razumel. Hvala. Gremo naprej. Novo vprašanje. Strokovnjaki pravijo, da naj bi topotna črpalka delovala vse skozi, da je to najbolj optimalen način, tako iz stališča naprave, kot iz stališča porabe energije. Ali se pri novih obračunskih območjih splača karkoli spreminjati to? Naprimer, da bi se topotno črpalko v najvišjem obračunskem obdobju izklapljalo, bi to sploh bilo smiselno, ali bi bila poraba v ostalih obračunskih blokih potem toliko večja zaradi špice o ponovnem zagonu, da bi bili nekako na istem? To je, mislim, čisto tako iskreno, najlažje govorim iz dejstev, iz nekih številk, zdaj tak na palec povedati, zelo težko, kaj bi bilo boljše, je pa definitivno pa potrebno paziti, se pravi, zdaj na te konice. Zdaj, če bi res te konice presegle tisto trenutno porabo ali pa tisto trenutno mejo, bi definitivno potem avtomatsko se potem za naslednjo leto obračunale ali pa določile nove dogovorene obračunske moči, ki pa bi posledično res prispevale k večjim stroškom. Zdaj, kako pa naj bi toplotna črpalka delovala, pa mogoče nisem pravi naslov, nisem ravno strokovnjak za delovanje toplotnih črpalk, pa bolj mogoče kot sistem za priključitev v omrežje. Tako da to vprašanje, kar se tiče vezano na strošek, bi komentiral tako kot sem, kako pa naj toplotna črpalka deluje, pa mogoče rajše, da se obrnete na nekoga drugega. Potem mogoče svetujemo posamezniku, ki je to vprašanje zastavil, da se obrne na mrežo En svet, kjer so zbrani strokovnjaki tudi za to področje. Potem še eno vprašanje, ki se nanaša na samo prezentacijo. Po kakšni logiki ima porabnik brez toplotne črpalke toliko večjo porabo, če ste predstavili, da se ogreva na plin, govorite pa samo o strošku za električno energijo? Takole, Ja, zdaj prvo kot prvo, jaz bi lahko tukaj za porabnik brez toplotne črpalke izbral nek skupni imenovalec, se pravi, da bi bile porabe približno enake in bi v bistvu v tem primeru brez toplotne črpalke bila zdaj ta poraba dosti manjša. Zdaj, kako je ta porabnik dosegel tako veliko porabo električne energije, se mi na nek način nismo, bom rekel, podrobne osredotočali, zakaj je bil to razlog. Bolj pomembno za nas je bilo to, da je vidno iz grafa, da dejansko prihaja do neke konstantne porabe skozi celotno leto in da v tem primeru
pač dejansko toplotna črpalka ni vključena. Hvala. Razlogov je pa lahko najverjetneje več zdaj, ali je to mogoče skupek, pa je to en priključek, pa je mogoče tukaj poleg samega gospodinjstva še mogoče kakšna dodatna poraba zaradi kakšnih drugih naprav, ne zgolj samo gospodinjskih aparatov, to pa je mogoče, ja, čisto možno, ne. Res je poraba relativno visoka. Potem še eno vprašanje vezano na samo prezentacijo. In sicer, kako pridete na 38,76 evra po novem sistemu obračunavanja omrežnine z baterijo na letni ravni? Kakšna je priključna moč za tako nizko ceno? Pod 400 evrov ni mogoče iti z varovalko 3x25 amperov, ker je minimalna priključna moč 4,5 kW. Tako, glejte, tule na levi strani imate prikazane, se pravi, vse te parametre, ki smo jih vključili. Je pa res, da je ta zelo nizek strošek, res, da ste omenjali, da treba plačati potem tudi za priključno moč, kar je v nek način potem tudi izvzeto iz novega sistema obračunavanja omrežnine, ampak zaradi, mislim, da je bilo, malo naprej, takole, ne, ampak je v bistvu ves ta strošek na nek način na letni ravni, ne, res, da pač bi lahko mesečno tukaj prikazal položnice, pa bi bilo potem v zimskih mesecih ta položnica dosti večja, je v bistvu potem z tem dobropisom na nek način se ta dodaten strošek potem zaradi prodaje električne energije dosti zmanjšal, ne. Potem novo vprašanje, eden izmed gledalcev, poslušalcev ne razume, zakaj je z net meteringom daljša izplačilna doba, kot če imamo baterijo? Ja. Če pogledamo kar tale primer, ne, net metering v osnovi deluje na tak način, da imamo mi, karikirano povedano, da je naše omrežje v bistvu baterija, ne. Bistvena razlika, ki jo mogoče določeni ljudje si napačno interpretirajo, je povezava med besedama samooskrba in pa samozadostnost. In v sistemu z net meteringom smo mi v bistvu vse viške električne energije, ki smo jih proizvedli s sončno elektrarno, pa jih nismo porabili direktno na objektu, dali v omrežje. In ti viški so nas počakali na nek način, na letni ravni, ne. Se pravi, v tem primeru je pač naše omrežje delovalo kot neka baterija, ki lahko celo leto shranjuje električno energijo za nas. In mi kadarkoli smo pač potrebovali to električno energijo, smo iz tega omrežja to vzeli. In s tem namenom, ker v bistvu sploh ne rabimo dodatne baterije, ker je omrežje že naša baterija, se nam bo vračilna doba povečala samo s tem namenom, ker smo dodatno kupili neko tehnologijo, ki sploh nima nobenega vpliva na naše stroške. To je tako, kot pa če bi imel že eno baterijo kupljeno, bi ta baterija bi imela več kot dovolj veliko kapaciteto in bi potem dokupili še eno, ki pa bi v bistvu bila čisto nesmiselna, se pravi, ne bi imela nobenega efekta, nobenega vpliva, ne. In posledično se strošek investicije poveča, moramo upoštevati sončno, moramo upoštevati baterijo in se potem posledično ta vračilna doba v tem primeru dvakrat poveča, ne. Potem imamo še eno konkretno vprašanje. Ali lahko na vaših primerih še enkrat pokažete, koliko bomo morali plačati več elektrike v enem letu v evrih, če kupimo toplotno črpalko? Recimo, da drugih stvari ne bomo kupovali, če jih še nimamo. Ne bomo kupovali baterij, ne bomo kupovali sončne elektrarne, če je že nimamo. Mene konkretno zanima za primer, ko že imam sončno elektrarno, po net meteringu, nimam pa baterij. Okej, potem tole mogoče ne bi bilo. Se lahko vrnili kar takole. Evo, tole bi recimo bil primer, oziroma, ja, lahko bi tudi kar tukaj ostal. Se pravi, če sem pravilno razumel, gospod ali gospa kakorkoli, ima sončno elektrarno, zanimajo pa nakup toplotne črpalke, ne? Ja, ima sončno elektrarno, po net meteringu, nima pa baterij. Nima pa baterije, okej. Ja. Ima ali pa nima toplotne črpalke? Se opravičujem, malo mi je zaštekalo vmes. Rekla bi, da nima.
Kot razumem iz tega, Načrtuje nakup toplotne načrtuje črpalke. nakup, ja. Tako. Okej, To jo okej, zanima. Jaz bi mogoče priporočil v prvi fazi, da se registrirate na portalu Moj Elektro in najprej vidite v bistvu, koliko vam ta sončna elektrarna na leto proizvede. Potem pogledate pa tudi, koliko imate porabe električne energije na letni ravni in sploh vidite, če imate še kaj manevrskega prostora. Najverjetneje iz mojih izkušenj, se pravi različnih investitorjev, se je vedno na nek način sončna elektrarna za zadnje nekaj let nazaj vedno postavila do te, bom rekel, inštalirane moči, kolikor nam je tista trenutna varovalka omogočala oziroma priključna moč. Tako da tukaj bi jaz najprej preveril, koliko imamo dejansko viškov proizvodne električne energije. V končni fazi pa, če se tako ali tako odločimo za nakup toplotne črpalke, sistem ogrevanja mora biti dizajniran na, se pravi, porabo toplote v neki stavbi. In potem vidimo zdaj, če nam toplotna črpalka ne porabi dovolj električne oziroma ne preseže našo proizvodnjo električne energije, potem smo na varni strani. Vkolikor pa bi se nam izkazalo, da pa imamo potem malo večjo porabo, bi pa sami ocenili, da nam je ta strošek na mesečni ali pa letni ravni zdaj predstavlja to preveliko vrednost, ne. V nasprotnem primeru pa lahko zaprosimo za povišanje, se pravi, varovalk, čeprav tukaj v tem primeru pa nisem ravno siguren, ker je prišlo do spremembe zdaj iz net meteringa v mesečni obračun, če bi lahko trenutni v bistvu lastniki sončnih elektrarn po net meteringu še dokupili zraven oziroma najprej povišali priključno moč, pa potem zraven dokupili še kakšen sončni modul, da poviša inštalirano moč, no to bi bo treba pa preveriti. Zadeve se zadnje nekaj mesecev tako hitro spreminjajo, da niti sam več ne sledim. Ampak ja, se pravi, najprej preveriti proizvodnjo, potem preveriti porabo, pa se potem racionalno odločiti čisto subjektivno, ne, kaj je za vas potem okej, ne. Hvala. Ali je mogoče dobropis pri podaji elektrike uporabiti za plačilo omrežnine, kot vi prikazujete na grafu? Pri dobavitelju NGEN pravijo, da to brez SP-ja ni mogoče. V času, ko smo mi zadeve pripravljali, to je bilo v koncu prejšnjega leta, se je v bistvu lahko, če se ne motim, pri dobropisu oziroma pri odkupu električne energije v to bilančno shemo vključil praktično vsak proizvajalec električne energije, če ni presegel določene kapacitete. Za točno to vrednost bi pa mogel preveriti. Če je pa zdaj prišlo do kakšne spremembe, se pa opravičujem, ampak ne bi pa vedel, da bi potreboval SP odprt za, se pravi, prodajo viškov. Ampak je dovolj, da si vključen v bilančno shemo. Hvala. Potem imamo novo vprašanje. Jaz pa nimam ne sončne elektrarne, ne polnilnice. Me pa zanima, koliko bom plačal, če imam toplotno črpalko in še nimam za ogrevanje, samo interno za toplo vodo. Ja, tudi to bi bilo treba na palec na nek način opisati, predstaviti. V temle primeru, ne, spodnjem je v bistvu topla sanitarna voda na bojler. Nimam trenutnih podatkov, ampak približno nekje toplotna črpalka samo za ogrevanje sanitarne tople vode, govorim zdaj tu stroškovno samo za ceno električne energije, se pravi brez omrežnine, pride na mesec nekje med 25 do 40 evrov, odvisno, če gledamo recimo toplotno črpalko tja nekje z zalogovnikom do 300 litrov. Mene pa zanima, ali se splača nakup toplotne črpalke uporabniku s stanovanjsko hišo, ki sedaj za ogrevanje v celoti uporablja električno peč, centrala z radiatorji. Ja, tudi dobro vprašanje. Vse je na nek način odvisno od dogajanja na trgu, iskreno. Zdaj, vkolikor mi nimamo
neke svoje lastne proizvodne električne energije in se zanašamo na to, da bojo cene električne energije na trgu takšne, kot so bile zadnjih, recimo pred začetkom vojne z Rusijo in pa Ukrajino, zelo stabilne na nekih, rečemo, 50, 60, 70 evri na megavatno uro. Jaz mislim, da se to več ne bo zgodilo in bojo cene na borzi, ker gre posledično poraba električne energije tudi navzgor, veliko bolj varirale in je potrebno na nek način presoditi to, koliko v bistvu mi z drugimi sistemi ogrevanja porabimo. Poznam recimo primere, ko so se recimo porabniki, ki so se ogrevali recimo na plin, so na nek način se ustrašili v tistem obdobju, ko pač je bila tista kriza, ali bomo imeli plin ali ga ne bomo imeli, hitro šli v sistem z net meteringom, na nek način potem kupili toplotno črpalko in zdaj videli, ko so se cene plina na nek način umirile, da bi zdaj s to investicijo potrebovali kar nekaj let več, kakor pa so takrat predvideli z tistimi cenami. Zdaj, to je zelo težko fiksno reči, to bi bilo treba res mogoče malo bolj podrobno analizo narediti, kakšen je energent, koliko je stroška na mesec, ampak ja, brez sončne elektrarne, res je pa tudi to, kar sem pozabil omeniti, pa da pri nobenem tem izračunu trenutno niso bile upoštevane dodatne subvencije. Te dodatne subvencije, ki pa jih trenutno imajo na Borzenu, pa mislim, da se gibljajo preko 600 evrov na kilovat inštalirane moči, pod pogojem, da celotna investicija ne sme, oziroma pod pogojem, da subvencija ne sme presegati 40% skupne investicijske cene. Tako da tukaj mogoče brez sončne elektrarne se ne upam reči, zdaj kaj bi bilo ceneje, ker se pravim, energenti zelo varirajo, električna energija pa predvsem. Novo vprašanje, in sicer, kaj mi pomeni hranilnik po zimi, ko sončna elektrarna dela z minimalno močjo? Ja. Mogoče preidem na graf. Evo, takole, Zdaj, tule na levi strani, tukaj je z rumeno označeno, vidite v bistvu stanje napolnjenosti vaše baterije. Od pač neke vrednosti, ni to nič procentov, ampak recimo 7-8%, pa do polne napolnjenosti. In tako kot ste rekli, se pravi v zimskih mesecih, tukaj na začetku leta, pa tukaj na koncu leta, vidimo, da dejansko v povprečju naše baterije ne napolnimo niti na 25%. In posledično, če pogledamo potem tudi same stroške, vidimo v bistvu, da imamo stroške v zimskih mesecih ravno s tem namenom, ker ni bilo dovolj proizvodnje, te proizvodnje nismo imeli kam za shraniti, ampak ker je v osnovi ta, kako bi rekel, sama shema tega mesečnega obračuna tako nastavljena, ker nam baterija zagotavlja, če je pravilno, se pravi dimenzionirana, to samooskrbo, samozadostnost, potrebno gledati to na letni ravni, ne samo v zimskih mesecih. V poletnih mesecih pa na nek način vidimo, da se v bistvu, da je baterija relativno ves čas polna, in v bistvu viške vdajamo v omrežje res samo takrat, ko svojo lastno rabo in pa pokritost baterije presežemo. Tako da tukaj zdaj pač v zimskih mesecih je ne moremo, se pravi, dopolno izkoristiti, ampak praktično spomlad, poletje, jesen, pa v bistvu baterija pride zelo prav. Treba gledati mogoče z tistega vidika, da čim manj uporabljamo omrežja in potem posledično čim manj za to omrežje plačujemo za omrežnino. To je na nek način v bistvu cilj, se pravi, te nove sheme ali kakorkoli, na splošno. Velja, gremo naprej. En izmed poslušalcev omenil, da pravzaprav so velike porabe, to, kar omenjate, da ima sam 2 megavatni uri letno več ali manj konstantno čez celo leto. 4 do 6 megavatnih ur letno pa bi predvideno porabil za toplotno črpalko. Koliko bi se povečali stroški električne energije, brez hranilnika in brez sončne elektrarne? Če sem bila jasna. Ja, zdaj sem pa že malo vmes pozabil podatke, se pravi,
Kolikšna je poraba s toplotno črpalko? Nekje 6 megavatnih ur? 4 do 6 megavatne ure letno bi predvideno Okej. porabili s toplotno črpalko. Ok. Na začetku ste pa neke 2 Ja, megavatne ure tudi jaz imam, omenjali. da ima 2 megavatni uri letno več ali manj konstantno čez celo leto. Ja, se pravim, zdaj je tu spet odvisno, ne, od scenarija. Zdaj v tem primeru, kako je bilo vprašanje glede sončne elektrarne potem, če se ne motim, ne? Ja, se pravi, koliko bi se povečali stroški električne energije brez hranilnika in brez sončne elektrarne? Zdaj, če pogledamo zdaj ta primer, ne, zdaj v tem primeru imamo pač nek strošek zaradi toplotne črpalke, zaradi same porabe z gospodinjskimi ali kakršnimi koli drugimi električnimi napravami, aparati. Zdaj, če pogledamo, da nimamo ali pa da imamo sončno elektrarno po katerikoli shemi, ne, na neki način mesečno ali pa letno imamo nek zaslužek ali v večini primerov zmanjšan strošek, ne. Zdaj tukaj v tem primeru, ali se to splača ali se ne, bi bilo v bistvu treba pogledati celotno to ekonomsko analizo, ne, koliko let vračate, koliko vas je stala investicija in potem koliko let v bistvu po koncu investicije do konca življenjske dobe vi v bistvu pozitivno poslujete, ne. Si pa vzamete za tisto leto, celotno leto, za celotno to življenjsko obdobje, pomnožite recimo, če je to 25 let, pomnožite vaš mesečni ali pa v končni fazi zdaj pač celoten letni strošek in boste na koncu videli, pri katerem scenariju boste v bistvu prišli skozi najboljše, ne. A je zdaj to čisto brez vsega pa s toplotno črpalko ali da dodate nekaj zraven. Treba se je pa zavedati, ne, da zdaj pač ti scenariji, ki sem jih tukaj zdaj prikazal, ne, to so v bistvu za trenutno leto, ne. Vsi pa vemo, ne, pa na neki način, ne samo, če gledamo slovenske trende, evropske, svetovne trende, ne, cena električne energije se bo definitivno spreminjala, prej povečevala, kakor pa zmanjševala. In tukaj, ja, mislim osebno, da v kolikor gremo v to, da priključimo neke večje porabnike električne energije na naše merilno mesto, v naše gospodinjstvo, je potrebno res potem smiselno ali pa racionalno pogledati stroške, videti, a se zadeva splača ali ne. Ampak jaz mislim, da tako velike porabe brez neke lastne proizvodnje bomo težko v bistvu potem tudi finančno pokrivali, ne, v prihodnosti. Hvala. Novo vprašanje. Ogrevam se z električnim bojlerjem 6 kilovatov. Ali se mi bo z nakupom toplotne črpalke poraba zmanjšala? Trenutna poraba 14 megavatnih ur. Tukaj lahko z zagotovostjo trdim, da ja. Električni bojlerji so v osnovi zelo veliki porabniki. Tudi odvisno od sistema, kakšnega imate, čisto klasičnega, potem tukaj pride lahko do denarnega vklopa, lahko pride tukaj do povišane konice, medtem ko toplotna črpalka lahko deluje z različnimi močmi, odvisno, se pravi, od same temperature deltate in pa potem tudi, se pravi, kakršenkoli so pač pogoji. Tako da tukaj definitivno, če imate 12 megavatnih ur, bi vam že čisto preprosto rekel, da bi se vam toplotna črpalka brez težave tukaj splačala. Ali se lastniku sončne elektrarne z net meteringom cenovno bolj izplača toplotna črpalka ali električna peč za centralno ob upoštevanju obeh investicij? Ja, to bi bilo treba videti pa presoditi. Pogledati mogoče, kakšna je moč, se pravi, električne peči. Zdaj predvideti pa pogledati tudi pri toplotnih črpalkah, kakšen je sistem, se pravi, ogrevalnih teles. A so to visokotemperaturni radiatorski grelniki ali to najverjetneje ne gre za talno gretje, če se je do zdaj ni uporabljalo. In tukaj potem videti, ne, zdaj, kaj bi bilo bolj smiselno, ampak
če je sončna elektrarna, pa če imate te viške električne energije, ki jih na nek način oddajate, ponovno, kot sem že pri prejšnjemu odgovoril, se pravi, poglejte, koliko imate teh viškov, pa jih poskusite na nek način porabiti, kar bo vam osebno finančno nekako najbolj v korist, ne. Zdaj, ali je pa to električna peča, pa toplotna črpalka, pa takole na palec, težko rečem, ampak definitivno bi toplotna črpalka bila malenkost bolj prijazna do teh nenadnih, bom rekel, vklopov, izklopov, če deluje na nek način konstantno v nekem zimskem obdobju. Mogoče potem ravno, ker pravite, da je treba narediti nek individualni izračun, tukaj je eno vprašanje, kam se lahko dejansko potrošniki obrnejo, da dobijo nek individualen izračun, kakšen paket je najbolj optimalen? Ja, če se ne motim, bi lahko, mislim, da preko Borzenovih kontaktnih točk, pridobili takšne informacije. Tukaj me ne držati za besedo, jaz prihajam iz okolice Velenja in imamo v Velenju energetsko pisarno, kontaktno točko za tovrstna vprašanja, kjer v bistvu lahko, v bistvu kdorkoli, ki ga v bistvu zanimajo stvari z področja energetike, ogrevanja, porabe električne energije, brez problema pridobi tovrstne informacije, ne. Hvala. Pa zdaj še zadnje vprašanje, majčkeno daljše. In sicer, če lahko naredite primerjavo trenutnega ogrevanja, na primer klima in proizvodnje tople vode, boiler, v primerjavi s toplotno črpalko, ogrevanje plus sanitarna voda, kar je bistvo tega skupinskega nakupa. Torej, zanima nas, ali se nam nakup toplotne črpalke splača in kaj to pomeni s stališča omrežnine. Sončna elektrarna tukaj niti ne igra vloge. Dobro. Osnova za bilo kakršenkoli izračun, katerega lahko brez težave naredimo, so samo podatki porabe. Če jaz dobim podatke porabe, potem še ostale parametre, se pravi dogovorjene obračunske moči, priključna moč in tako naprej, lahko brez težave naredimo kakšno primerjavo, ne. Tako da to, če je bilo vprašanje namenjeno bolj za vnaprej, definitivno lahko, ampak ja, težko jaz kot, bom rekel, nek raziskovalec, brez da mi nekdo osebno tovrstne informacije preda, težko pridem do njih, ne. Tako da v tem primeru ja, drugače pa pač težje. Potem pa bi jaz kar zaključila tole naše druženje. Ura je 18:00. Jaz bi se vam zahvalila. Vsi, ki imate še neka dodatna vprašanja, konkretno vezana na toplotno črpalko, res izkoristite tudi mrežo En svet. Tudi na naši spletni strani skupinski nakup ZPS je kar veliko koristnih nasvetov, tudi brošura, tako da je to za danes vse. Želim vam še naprej lepo popoldne in hvala. Nasvidenje. Nasvidenje, hvala. Hvala lepa.